Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta, obilje darov Svetega Duha in priprošnja Božje Matere Marije, Matere usmiljenja, naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Lepo pozdravljeni o praznovanju Matere usmiljenja. Najprej v naši sredi iskreno pozdravljam upokojenega celjskega škofa Stanislava Lipovška in vse naše sobrate duhovnike. Lepo pozdravljeni, dragi bratje in sestre. Na današnji praznik Matere usmiljenja Cerkev ob iskrenem kesanju podeljuje poseben papežev blagoslov in možnost sprejema popolnega odpustka. Jezus nas uči: odpuščajte in vam bo odpuščeno. Da bomo lahko na koncu maše prijeli papežev blagoslov in odpustek, v srcu odstopimo od vseh zamer, želje po maščevanju ter se pokesajmo naših grehov. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Po priprošnji in zaslugah Svete Device Marije, Matere usmiljenja, svetih apostolov Petra in Pavla in vseh svetnikov, da vam vsemogočen in usmiljeni Bog podeli čas okušanja Božjih milosti, vedno skesano in hvaležno srce in vztrajnost v dobrih delih. Odpusti naj vam vaše grehe in vas privede v večno življenje. Slava Bogu na višavah.
Molimo. Dobri Bog, Tvoje usmiljenje je neskončno. Na priprošnjo presvete Matere Božje, Matere usmiljenja, Matere Tvojega edinorenega Sina, nam podeli obilje milosti na zemlji, po smrti pa nebeško slavo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz apostolskih del. Potem, ko je bil Jezus vzet v nebo, so se apostoli vrnili v Jeruzalem z gore, ki se imenuje Olska, in je bila blizu Jeruzalema sobotni pot daleč. Ko so vstopili, so šli v gornjo sobo, kjer so ostajali Peter in Janez, Jakub in Andrej, Filip in Tomaž, Bartolomej in Matej, Jakob, Alfejev sin, Simon Gorečnik in Juda, Jakobov brat. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami, z Marijo, Jezusovo materjo in z njegovimi brati. To je Božja beseda. Berilo iz prve kroniške knjige. Tiste dni je zbral David vse Izraelce v Jeruzalem, da bi spravil Gospodovo skrinjo na mesto, ki ga je zanjo pripravil. Tudi je zbral David Aronove sinove in levite. Potem so leviti dvignili Božjo skrinjo z nosilnima drogovoma na svoje rame, kakor je zapovedal Mojzes po Gospodovi besedi. Dalje je David ukazal poglavarjem levitov, naj nastavijo svoje brate, pevce z glasbili, s harfami, s citrami in cimbalami, da bi prepevali z veselim glasom. Prinesli so torej Božjo skrinjo in jo postavili sredi šatora, ki ga je David razpel zanjo. Nato so darovali pred Bogom žgalne in mirovne daritve. Ko je David končal darovanje žgalnih in mirovnih daritev, je blagoslovil ljudstvo v Gospodovem imenu. Božja beseda.
Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Iste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gore, v mesto na Judovo. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je polna svetega duha, na ves glas vzkliknila in rekla: blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sa tvojega telesa. Odkot meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od veselja zganilo. Blagori, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod. To je Kristusov evangelij. Dragi sobratje in posebej sobratje redovniki, posebej očetje frančiškani, ki skrbite že stoletje za to svetišče. Matere Božje, Matere usmiljenja, dragi in spoštovani vsi verniki župnije Matere usmiljenja, po domače frančiškanske župnije v Mariboru, in vsi, ki so tudi danes od blizu in daleč priromali. In tako je prav, saj je danes praznik tega svetišča in te župnije in tudi mesta Maribora. Saj vemo, da je Božja mati Marija, ki nas tukaj sprejema, mati usmiljenja, na nek način tudi zavetnica mesta Maribora. Zato se res veselimo Gospodu in se lepo zahvalim za to možnost, za to vabilo, da z vami lahko znova pajam ta čudoviti praznik zavetnice tega svetišča in našega mesta in tega dela mariborske nadškofije. In tako podoživljam tisto, kar sem doživljal v 34 letih mojega dušno-pastirskega delovanja v Mariboru, ko sem tudi od bliže in do dobro lahko spremljal utrip, duhovni utrip te župnije in seveda tudi našega mesta. Posebej tudi duhovno zgodovino
tega dogajanja, ki je povezano z tem čudovitim svetiščem. Bilo je namreč pred 272 leti, ko je plemenita grofica Štubenberg dosegla, da je v Maribor priromala Božja mati Marija, milostna podoba Božje matere Marije, matere usiljenja, ki so najprej postavili na oltar v minoritski cerkvi na Lentu. Ko je cesar Jožef II. Ukinil to cerkev in samostan, so jo premestili v takratno kapucinsko cerkev, kot so rekli takrat, graškem predmestju Maribora, to se pravi na tem kraju. In ko so leta 1864 po Slomškovi želji to župnijo prevzeli frančiškani, ste frančiškani skupaj z svojimi verniki, častilci Božje matere Marije, poskrbeli in pozidali to čudovito baziliko, ki je, mislim, da 11. oktobra 1900 posvetil takratni mariborski škof dr. Mihajl Napotnik, in ste potem kmalu potem tudi poskrbeli za primerne zvonove, za to veličastno baziliko, in te zvonove je žal pobrala prva svetovna vojna. Ampak ljubezen in hvaležnost do Božje matere Marije je bila še močnejša. Znova ste pripravili zvonove, mislim, da je bilo 5 zvonov, leta 24, ki se je potem tam nekje pred letom 30, pridružil še največji zvon takrat v Jugoslaviji, zvon Božje matere Marije, matere milosti, 5854 kg. Tudi te zvonove je pobrala druga svetovna vojna, razen najmanjšega, ki je čakal vse do leta, mislim, da 94, 95, ko ste znova kupili, nabavili zvonove. Vidite, že to je izmenitno dogajanje, ki kaže na tisto globoko povezanost, ki se je vedno uresničevala v tem župnišču, in hvaležnost do Božje matere Marije, saj je ta župnija prav po zaslugi očetov frančiškanov postajala res vedno bolj duhovno žarišče mesta Maribora in tudi bližnje in daljne okolice. Duhovno žarišče je slovelo po lepem bogoslužju, ki je imelo tudi tisti domači, bi rekli, slovenski, nekoliko štajerski značaj, saj je potem Vatikanski koncil zelo naglasil, kako mora biti bogoslužje nekako prilagojeno ljudstvu, ki se pri njem zbira, in uraščeno, in mora imeti tudi prvine res iskrene ljudske pobožnosti. To je bila tudi vedno spovedna cerkev, kjer je bilo možno obhajati zakrament svete spovedi, nekoč in danes. Pa tudi cerkev, kjer se je častilo najsvetejše. Vse to so tiste temeljne odlike, ki so nadčasovne in so, hvala Bogu, tudi danes žive in prisotne v tem duhovnem poslanstvu tega svetišča. Rečeno, vedno pa je vse to dogajanje spremljala in usmerjala Božja mati Marija, mati milosti, tudi po zaslugi tako dobre in tako čudovite pesmi Roža premilostna, ki smo jo že zapeli, pa jo prosim na koncu še vsi zapojemo še enkrat, da bomo še bolj nekako doživeli, da je res tukaj mati usmiljenja, ki nas že stoletje in več sprejema, dviga, tolaži kot zla le mati. In mi imamo veliko lepih pesmi, marijinih pesmi, recimo Angel Gospodu ali Veščo Marija, Marijasko življenje, čudovite pesmi, ampak
ta roža premilostna mati usmiljenja je nekaj posebnega, ker je izraz res tiste globoke vernosti in tiste preproste duše, ki se kot otrok zateka k materi in vedno znova doživlja tisto radost in srečo, saj se tako lepo to izraža že v besedilu, pa tudi v imenitni domači melodiji, za katero je poskrbel znani mariborski skladatelj Gustav Rakuša in smo mu za vse to zelo hvaležni. Torej, roža premilostna mati usmiljenja, tebi smo prišli, da ti potožimo naše skrbi. Ja, pa kje imaš kaj lepšega, kakor je to dogajanje in potem spet mati usmiljenja, dvigni sirote, vir vse dobrote, srcem odpri. Ja, to je tisto in to se tudi dogaja. Tudi danes, ko smo pri tem svetem bogoslužju brali Božjo besedo, kako je kralj David slovesno prinesel skrinjo zaveze na goro Sinaj. Skrinjo zaveze, ki je bila svetinja za starozavezno Božje ljudstvo. V njej se ohranilo Gospodovo postavo, plošče deseterih zapovedi in Aaronovo palico kot znamenje Božjega delovanja. Nekaj podobnega se je dogajalo, ko se je ta milostna podoba tudi nekako selila proti Mariboru, to je zanimiva zgodovina, zlasti tukaj preko Lenta, v prejšnji cerkvi in sedanji baziliki in vedno znova Božja mati z nami in mi z njo. Danes smo poslušali evangelij, kako je Marija obiskala sorodnico Elizabeto, potem, ko je bilo sporočeno po angelu, da bo postala odrešenikova mati. In ker je Elizabeta pričakovala otroka, Janeza Krstnika, je po takratnih običajih šla, da bo pomoč pri rojstvu in vsemu, kar je potrebno. In ko ima Elizabeta ugleda svojo sorodnico Marijo in je bila razsvetljena, da je to bodoča odrešenikova mati, jo radostno pozdravi in blagruje, blagor ti, ki si verovala, kaj ti zgodilo se bo, kar ti je napovedal Gospod. In Marija vsej svoje skromnosti nič ne zanika. Pravi, ja, velike reči mi je storil on, ki je mogoče njegovo ime sveto. Pravi, Marija se veseli in sprejema to svojo izvolitev. Ob tem se lahko mi vprašamo, kako je kaj z nami. Ali smo mi kaj veseli, da smo kristjani? Ali smo kdaj že zapeli z Marijo, moja duša poveličuje Gospoda, kajti tudi meni je Gospod storil velike reči. Pomislimo na vse to, kar nas spremlja na poti življenja. In med temi darovi so pa največji tisti, da smo postali kristjani, učenci Jezusa Kristusa in po njem ljubljeni otroci nebeškega Očeta. Da smo vstopili v to dogajanje, ki svet in človeštvo nezadržno vodi, ne v neznano, ne v temo, ne v nesmisel, ampak na pot zveličanja novi zemlji in novemu nebu naproti. To je velik Božji dar in zato smo res lahko veseli. In Božja mati, ki je z nami, nas vedno znova vabi, da bi odkrivali te vrednote in te darove in jih znali seveda tudi živeti in uresničevati. Saj vemo, da smo kot kristjani, učenci Jezusa Kristusa, na poseben način izbrani in poklicani, da smo luč in kvas in sol zemlje. To se pravi, da smo v tem svetu nosilci luči in vrednot, ki jih prinaša Jezus Kristus, ki prinaša njegov evangelij, njegovo delo odrešenja. In to se seveda uresničuje na mnogotere načine. Posebej smo hvaležni vam, spoštovani starši, pa stari starši, ki tudi ste na svoj način nosilci tega dogajanja. To se pravi, ta dar in vrednoto vere, ki ste jo sami prejeli, znate tudi posredovati rodu, ki prihaja za nami. Za vse to potrebujemo seveda
spodbude in pomoči in motivacije in ustrezne usposobljenosti. In vse to se dogaja ravno, ko se srečujemo tukaj pri svetem bogoslužju. In to je ravno tudi poslanstvo te župnije in vsake župnije, da je res v njej poskrbljeno za vzgojo in oblikovanje sodelavcev za Božje kraljestvo. Najprej seveda tukaj pri svetem bogoslužju, kar je tudi značilno za to baziliko. Lepo bogoslužje pri oltarju, lepo sodelovanje navzočih vernikov in tudi na koru. Posebej pozdrav pevskemu zboru, ki že vsa desetletja in stoletja imenitno uresničuje tukaj svoje poslanstvo. In če je lepo bogoslužje, je potem tudi živo in močno krščansko življenje. In kjer je krščansko življenje, tam se potem uresničuje res delo odrešenja in se tudi to pozna in čuti in vidi v svetu, v katerem živimo. Je pa res, da smo vedno znova tudi se soočamo z silami teme, z pojavi, ki nasprotujejo luči, ki je prišla na svet in vrednotam Evangelija. Zato je pravno tako pomembno, da imamo se komu zateči. In to je ravno ta pesem. Roža premilostna, tebi prihajamo, da ti potožimo svoje skrbi. Tudi danes. Tudi danes. Med temi skrbmi, s katerimi se sooča Cerkev v našem času, je zlasti vprašanje duhovnih poklicev. Ja, tu smo zašli. Kajti soočamo se z resnim pomanjkanjem duhovnih poklicev. In veliko župni je še brez rednega duhovnika. Odraz starejši omagujemo, odhajamo, mladih pa ni. Kako da jih ni? Seveda so. Toda Bog še danes kliče, vendar pa se zdi, da ta klic nima pravega odmeva, oziroma da so druga vabila močnejša, bolj privlačna. In tu je tisto skrivnostno dogajanje, ki mu pravimo Božji klic. Gospod tudi danes kliče. Toda, da nekdo zasliši glas, da mu sledi, je potrebno še nekaj. Veste kaj? Potrebna je moja, tvoja in naša molitev. Da bo tisti, ki ga Gospod kliče, res zaslišal in rekel, Gospod, tukaj sem. Hvala ti, da si me bo klical, hočem za teboj. Zdaj ta kriza, veste, ni posod. 50 km tule proti vzhodu, še prej, je Hrvaška, je škofija Varaždinska in Zagrebška. Ni problema za duhovne poklice. Ne. Semenišče je polno, župnije so zasedene. Ni težav. Naprej, Madžarska, sploh ne. Naprej, Slovaška, ne. Poljska, še manj. To se pravi, tu mi smo, pa ta naš ljubi zahodni svet, smo pa res nekoliko zašli v neke vode tako zvanega sekularizma ali načina življenja, kakor da Boga ni. To je in tu moramo paziti. Zato smo tako hvaležni za vse pobude, ki se uresničujejo tudi med nami. Posebej smo hvaležni Centru za duhovne poklice Mariborske nadškofije, ki imenitno uresničuje to svoje poslanstvo in pomaga, animira, da bi Božji klic ne ostal brez odmeva. Zadnja spodbuda je poseben koledar, ki je ta center izdal ob 160. obletnici Slomškega prihoda v Maribor, 3. septembra 1859, Slomšek pride v Maribor iz Šentandrža
ustanovitev visoko bogoslovno šolo in 20-letnici, ne pozabimo, 20-letnici česa? Slomškove beatifikacije na Betnavski poljani 19. septembra 1999. Ste že pozabili? 20 let je in Slomšek je tu in on je še na poseben način povezan s to cerkvijo, s to baziliko, saj je bil, mislim, da 37 let, je počival tukaj, tu spodaj, kjer sta tudi še trije njegovi nasledniki, škof Tomažič, navodnik in prvi naslednik. No. Stepišnik, prosite, vidite, to so starostni pojavi. Stepišnik, navodnik, Tomažič, tu spodaj, Karlin pa mislim na Pobrežju. To se pravi, Slomšek je bil tudi tukaj od leta 1941, ko so Nemci prišli, so pokopališče tam ukinili pri stolnici in tudi iz kapele so Slomška prenesli potem sem, ker je ni bilo pripravljeno. In potem smo leta, mislim, da 1998 Slomška prenesli v 78, tako, od tu v stolnico, prezbiterij stolnice in potem 99, malo pred beatifikacijo iz grobnice v prezbiteriju pod oltar križe kapeli stolnici, kjer še danes počiva. Ja, tu je potem bila ta slavna beatifikacija in Bog daj, da bi jih malo tudi sledila kanonizacija. Zapravi, ob beatifikaciji je svetnik predstavljen domači cerkvi, zapravi nam, in kanonizacija vsemu svetu. In Bog daj, da bi bili vredni tudi kanonizacije. In prav blaženi škof Slomšek si je tako prizadeval in v tem koledarju imate tisto njegovo vodilo in vabilo, če hočeš druge vneti, moraš sam goreti. To se pravi, sam biti ves navdušen in predan Gospodu, kakor nas vabi in uči Božja Mati Marija. Veliko se obetamo tudi od tega dogajanja, ki se imenuje sinoda. Sinoda za mlade, ki je bila oktobra v Rimu in se zdaj teh dneh nadaljuje v svetovnem srečanju mladih, svetovnem dnevu mladih v Panami. Tudi gospod nadškof Cvikl, ki bi naj bil tu, je tam z mladimi skupaj s papežem Frančiškom in so ravno včeraj nekako še bolj uradno začeli to dogajanje, ki naj bi prineslo nove luči in novega ognja in nove pripravljenosti za vso cerkev, zlasti seveda za mlade, ki so na poseben način povabljeni, da zvesto sledijo vabilo Jezusa Kristusa, saj so že danes in bodo jutri gotovo nosilci tega dogajanja, dela odrešenja, tudi vprašanja duhovnih poklicev pri nas in po širnem svetu. In če kdo, potem zna papež Frančišek to tako spregovoriti, da je res in Bog daj, da se bo tu nekaj spremenilo, ko vabi k neke vrste duhovni revoluciji, ki je v tem, da ne samo nekaj opazujemo, pogledamo daleč, ampak da sodelujemo, da pomagamo, da kakor Marija, in to je ravno vodilo tega svetovnega dneva mladih, zgodi si po tvoji besedi, da smo pripravljeni kakor Marija se darovati, biti za, sodelovati, posebej pri tem čudovitem poslanstvu, ki je posvečenje vsega sveta in vsega stvarstva. In trdno smo pričani, da bo za temi leti nekakšnih problemov v zvezi z duhovnimi poklici nastopilo spet obdobje
ko bomo vredni večjega števila in duhovne pomladi, duhovnih poklicov v naši domovini. In to je naša prošnja, ki jo prinašamo tudi danes naši nebeški in Božji Materi Mariji, Materi usmiljenja. Danes, ko je tudi posebna priložnost, da smo tukaj, ker smo bili tudi nekoč tukaj. Saj veste, kaj je danes sklep svetovne molitvene usmine za edinost kristjanov, ki jo obhajamo od 17. do 25. januarja. In tudi tukaj je ta bazilika in ta frančiškanska župnija nekako žarišče, ker je bilo tukaj vedno, in mislim, da je tudi danes in je vedno znova, tudi to sklepno bogoslužje te svetovne molitvene usmine. Večkrat sem bil zraven, pa je bil vedno z nami tudi, saj veste kdo, gospod škof Jožef Smej, ki tudi danes duhovno navzoč z nami, je še vedno čil in krepak v domu v Lenartu pri svojih 97 letih. In vedno je z njemo lastno, mladostno gorečnostjo vabil in dramil se nas, tudi, da bi se bolj zavedali, da smo kot učenci Jezusa Kristusa na poseben način tudi poklicani, da živimo v večji meri razpoznavno znamenje Jezusovih učencev, ki je medsebojna edinost, prijateljstvo, sodelovanje med vsemi ljudmi, zlasti seveda med tistimi, ki verujemo Jezusa Kristusa, to smo mi kristjani, to se pravi katoličani, pa naši bratje pravoslavni, pa evangeličani, pa različne druge skupnosti, saj vemo, da smo mi vsi na poseben način poklicani, da smo v današnjem svetu nosilci luči, ki je prišla na svet, in to je Jezus Kristus in to je njegov evangelij. In če mi zadejimo, potem je to res velika škoda in je zato smo zelo hvaležni vsem tem pobudam, ki so bile vedno prisotne v cerkvi, da bi v večji meri uresničevali to imenitno poslanstvo in prinašali temu svetu, kjer je veliko teme, kjer je veliko nasprotovanja, sovraštva in krivic, mi pa smo nosilci odpuščanja, dobrote, miru, prijateljstva, sodelovanja. To je evangelij Jezusa Kristusa in to je Božja Mati Marija. Da, dragi Gospodu, danes smo tukaj in naj bo res za vse nas veliko vabilo in spodbuda, da bomo še bolj zvesto poslušali in sledili vabilu Božje Matere Marije in uresničevali poklic kristjana v edinosti in ljubezni. Gospod je z nami. Z nami je že stoletje in več, 272 let, milostna podoba in po njej na poseben način Božja Mati Marija, Mati usmiljenja. Nekoč in danes, zdaj in vedno in vekomaj. Amen. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po Svetem Duhu
iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Pontijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst, odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, ko vhajamo v slovesni praznik Božje Matere Marije, Matere usmiljenja, se zaupno obračamo k prestolu Božje milosti, ko iskreno in ponižno prosimo. Gospod Jezus, tvoja mati, Devica Marija, je na angelovo oznanjenje odgovorila: Glej, dekla sem Gospodova. Naj bomo tudi mi v vseh okoliščinah življenja tvoji zvesti služabniki. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, Marija je rekla v Kani Galilejski: Karkoli vam Jezus poreče, storite. Naj bo evangelij temelj našega prizadevanja za blaginjo človeške družbe. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, Marijo so blagrovali, ker je tvoja mati. Naj vedno pozorno poslušamo Božjo besedo in po njej živimo. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, Mariji je bil pravični Jožef dober mož in skrben varuh. Naj bodo možje v naših družinah zvesti svojim ženam ter skrbni varuhi svojim domačim. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, kot otrok si živel v varstvu svetega Jožefa in Marije. Naj vsi otroci uživajo potrebno skrb, dober zgled in pravo krščansko vzgojo. Prosimo te, usliši nas. Vsemogočni Bog, ko se na današnji praznik Matere usmiljanja obračamo nate s prošnjami, se veselimo milosti papeževega blagoslova in popolnega odpustka, ki nas povezuje v občestvu. Prosimo te, usliši nas. Sprejmi, Gospod, našo molitev, ki naj se dviga k tebi. K nam pa naj po priprošnji Božje Matere Marije, Matere usmiljenja, prihaja tvoj blagoslov. Da bomo vedno s teboj, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Molite, bratje in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvalo in čas svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Dobri Oče, spomnimo se matere Tvojega Sina in Te upravljamo hvalno daritev. Naj nam koristi, da bomo napredovali v odrešenju po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se Ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod Vsemogočni Oče, večni Bog, ob češčenju Božje Matere, Device Marije, Te hvalimo, slavimo in poveličujemo. Moči Svetega Duha je spočela Tvojega edinorojenega Sina in slavi Devišta rodila svetu večno luč, Jezusa Kristusa, našega Gospoda. O njem Tvoje veličastvo hvalijo angeli, molijo in svetem spoštovanju, slavijo vsi nebeški zbori. Prosimo, sprejmi z njimi tudi našo hvalnico, ko zaupno pojemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi.
To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva odpuščanje grehu. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, uživamo tako in pijemo iskreni oznanjamo Tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajanja. Darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Alojzijem, škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se Rajnega Bojana, ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu njegovi smrti, naj z njim tudi vstane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali upano na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmiri se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Sveto bogoslužje na praznik Božje Matere Marije, Matere usmiljenja, zavednice tega svetišča frančiškanske župnije in mesta Maribora, vključuje tudi sklepno bogoslužje svetovne molitvene osmine za edinost kristjanov, to se pravi nas, učencev Jezusa Kristusa, ki verujemo nebeškega Očeta, in ko bomo molili sedaj molitev Oče naš, posebej mislimo na tudi naše krščanske brate in sestre, katoličane, pravoslavne, evangeličane. Papež Janez 23., ko jih je pozdravil na koncilu, je rekel: vi ste naši bratje, dokler z nami molite Oče naš. Vidite, kako je to imenitno, in zato s tem večjim veseljem in hvaležnostjo, verujem, z zaupanjem
molimo oziroma pojemo skupaj z našim pevskim zborom. Oče naš, ki si v nebesi, osvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekoma. Gospod Jezus svojim apostolom rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Glede na naše greha, ampak na vero svoje cerkve, utrdi v mir in edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekoma. Gospodo, mir bodi vedno z vami. In s tvojim Jezus je poskrbel, da se vsaka sveta maša nadaljuje tudi sredi našega življenja, ko nam podarja svoj mir, ki je velik dar, ki pa ga naj ga potem ponesemo domov in ga živimo in uresničujemo in prinašamo drug drugemu. Podajmo se roke, budimo nosilci Božjega miru, edinosti, sprave, odpuščanja, da bomo res vredni učenci Jezusa Kristusa. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni,
ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.
Molimo. Nebeški Oče, prijeli smo sakrament odrešenja, ko obhajamo praznik Matere usmiljenja, nas razveseli z obiljem svoje milosti, da bomo vedno bolj rasli ljubezni do Tebe. Po Kristusu našem Gospodu. Dragi bratje in sestre, v prazniku Matere usmiljenja se seveda najprej zahvaljujemo Bogu za vse milosti prejete o prazniku Matere usmiljenja. Prav tako se zahvaljujem škofu Stanislavu Lipovšku, da je danes prevzel vodenje svete maše tukaj v našem svetišču. Obenem pa je tudi prilika, da o prazniku Matere usmiljenja podelimo kakšno priznanje našim sodelavcem, ki že vrsto let neumorno delajo za lepoto bodisi našega bogoslužja tukaj v baziliki ali pri ostalem delu, pastoralnem delu v naši župniji. Zato bo sedaj gospod škof našim sodelavcem, zaslužnim sodelavcem podelil priznanje. Prvo priznanje in zahvala prejme mešani župnijski zbor naše župnije Matere usmiljenja v Mariboru za dolgoletno sodelovanje pri bogoslužju v baziliki Matere usmiljenja. Hkrati podeljuje tudi apostolski blagoslov. Ne samo celoten župnijski zbor, tudi organist in zborovodja Franci Divjak prejme zahvalo in priznanje za dolgoletno vodenje župnijskega zbora in vsakodnevno igranje pri bogoslužju v naši baziliki Matere usmiljenja. Poleg zborovodja in organista za dolgoletno 50-letno zvesto sodelovanje pri cerkvenem pevskem zboru v naši baziliki prejme Bogdan Krajnc. Če 50 letom v sodelovanju dodamo še 10 let, dobimo 60-letno zvesto sodelovanje pri cerkvenem pevskem zboru v baziliki Matere usmiljenja, gospod Avguštin Kikl. Za 30-letno zvesto opravljanje službe za kristana s hvaležnostjo podeljuje apostolski blagoslov gospodu Ivanu Frasu. In zakonca Fleisinger, Zlatko in Marica prejmeta zahvalo in priznanje za dolgoletno vodenje župnijske Karitas v naši župniji. Priznanje dobi tudi profesor Maksimilijan Feguš, ker je danes odsoten. Nedeljo pa bo tukaj sodeloval s svojim zborom Laudamusom, zato mu bomo v nedeljo izročili priznanje
že za 50-letno, bi rekli, pripravo koncertne božične maše na slovenskih tleh. Tudi za njega velja en iskren aplavz. Gospodčko bo sedaj v imenu naš... In če dovolite, še z moje imenu iskreno čestitko vsem, posebej tudi pevskemu zboru, v začetku nisem uspel ga nekako pozdraviti in se zelo vesel tudi in hvala vam za tole pesem Čast Božji Materi Mariji, vzhodno melodijo in besedilo v starocerkvenoslovanščini. Zelo primerno za današnjo svete bogoslužje, Čast Božji Materi Mariji, ob sklepu svetovne molitvene osmine. Jutri je v Mariboru tudi pomemben dogodek, ko bo ob 6. molitveno bogoslužje tukaj v pravoslavni cerkvi na Tržaški cesti in potem ob 8. akademija v gledališču ob 800-letnici Srpske pravoslavne cerkve, katere verniki so tudi tukaj med nami in res v tem lepem krščanskem čudovitem sodelovanju in se vsega tega prisrčno veselimo in Bog daj, da bi napredovali v medsebojni edinosti in tudi pripravljenosti graditi skupaj Božje kraljestvo. Tako, in sedaj pa nadaljujemo. Gospodčko bo sedaj v imenu svetega očeta podelil blagoslov s popolnim odpustkom vsem tukaj navzočim, ki so resnično skesani, ki so opravili svetospoved in prejeli sveto obhajilo. Prosimo Boga za svetega očeta Frančiška, za našega nadškofa Lojzija, za tukaj navzočega upokojenega celjskega škofa Stanislava Lipovška, za sveto cerkev, ter si prizadevajmo, da bomo v popolnem občestvu z njo živeli sveto življenje. Zato po namenu svetega očeta zmolimo najprej veroizpoved, potem pa Oče naš. Verujem Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, grob položen, še pretrekel tretji dan od mrtvih vstal, še v nebesa, sedi na desnici Očeta vsemogočnega, od onod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Gospod z vami in s tvojim duhom. Pripravimo svoje srca na Božji blagoslov. Bog vsemogočni Oče, kateremu vse živi in kateremu živimo tudi mi, naj vas blagoslovi in vas varuje. Gospod naj razjasni svoj obraz nad vami in naj vam bo milostljiv. Gospod naj obrne svoje obličje k vam in vam da svoj mir. Na priprošnost svetih apostolov Petra in Pavla, naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Oh
crkvi ven. Evo tu se devali, evo po crkvi. Brytja, Gidica, Brytja.